Zdravo. Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Ob robu slovesnosti ob 70. obletnici začetka druge svetovne vojne, ki je potekala v Gdansku na Poljskem, sta se srečala tudi slovenski premier Borut Pahor in njegova hrvaška kolegica Jadranka Kosor. Kot je povedal Pahor, tokratno srečanje pomeni nadaljevanje krepitve dobrega vzdušja, kar bo zagotovo pomagalo pogajalcem na obeh straneh. Pahor je še izrazil upanje, da bosta državi v naslednjih tednih prišli do predloga rešitve, ki bo obojestransko zadovoljstvo. Za krepitev dobrososedskih odnosov in bolj sproščeno vzdušje pa naj bi poskrbelo tudi to, da sta se Pahor in Kosorjeva začela tikati. Po srečanju s Kosorjevo pa se je Pahor srečal še z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, s katerim sta se pogovarjala o gradnji plinovoda Južni tok, ki naj bi tekel čez Slovenijo. Odnosov s Hrvaško pa ni utrjeval samo premier, ampak tudi okoljski minister Karel Viktor Erjavec, ki je svoj poletni dopust preživel v Istri. Sem utrjeval odnose s hrvaško stranjo. Uspešno? Uspešno, so bili prijazni in prijaznost se je povečala po obisku predsednika vlade v Zagrebu. Kita ni več, Kit je šel. Ja, Kit žal je odšel. Dobro bi bilo, da bi še nekaj časa se zadržal, da bi pokazal, kje ima Slovenija prost dostop do odprtega morja. Od kitov pa k šolstvu. Šolarje je včeraj poleg gospoda predsednika republike Danila Türka nagovoril tudi minister za šolstvo Igor in šport Lukšič. Drage učenke in učenci, dijakinje in dijaki. Počitnice so mimo in čas je, da ponovno sedemo v šolske klopi. Učiteljice in učitelji vam bodo postregli z novim znanjem, ki vam bo v prihodnjih letih prišlo še kako prav. Kljub temu, da je nagovarjal učence in dijake, ter da ni uporabljal tako besed kot gospod predsednik, pa so njegove besede naletele na plodna tla. Za nadaljevanje študija in pridobitev doktorskega naziva se je namreč odločil poslanec SDS Branko Grims, ki mu po mnenju Iva Vajgla v Evropi ni para. Pravzaprav ga šele iščem, tako da zdaj ga še nisem odkril, se pa velikokrat spomnim nanj z nostalgijo. Bojim se, da je precej enkraten. Študenti sta se v zadnjem času začela ukvarjati tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik in minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič. Prepričana sta, da je študentsko delo postalo sistem, ki je presegel svoj temeljni namen in pripeljal do anomalij, ki škodijo študiju. A res? Študentska organizacija Slovenije pa po besedah predsednika Danijela Bandlja v študentskem delu ne vidi napake in ne bo pristala nad nikakršno kršenje pravic študentov. Če rečemo bob, lahko povemo, da trenutno polje socialno polje študentov stoji, je v nekem ravnovesju. Gospod Svetlik in gospod Golobič, gospod ministra, kako bi pravilno obdavčili študente, da bodo hitreje diplomirali? Mislim, da to ni vprašanje obdavčitve. O ministru Gaspariju se nismo izrekali, seveda ne. Smo pa konstatirali tukaj, da je problematika študentskega dela nekaj, s čimer se soočamo strani v raznih debatah strani tako delodajalcev kot delojemalcev ob raznih priložnostih. Tudi v poročilih OECD-ja, sem prej omenil, se evidentira kot neka posebnost Slovenije, ki ima tudi negativne učinke. Poglejte, mi smo se danes pogovarjali o tem, da bomo to temo dali na mizo brez vsakih predsodkov, zadržkov, vse opcije so pravzaprav za nas odprte, ob jasnem zavedanju, da ne smemo in ne moremo prehitro spreminjati instituta študentskega dela, ker so od tega odvisni tudi mnogi dijaki in študenti, ki danes iz tega naslova in zaradi študentskega dela prejemajo štipendije, kar je naša primarna skrb. Skrbi pa očitno noč in dan obletavajo tudi našega premierja Boruta Pahorja, ki si je na Šuštarskem mostu ogledoval lesene igrače. Kdo ve, morda je premier razmišljal, kateremu kriznemu ministru bi te pametne igrače lahko poklonil, za darilo mogoče. Gaspariju,
Križaniču, Lahovniku? To je sedaj vprašanje. O vključenosti romskih učencev, komentar dneva, Blaž Kovač. V pričetku šolskega leta v Amnesty International Slovenija opozarjamo na sistemske pomanjkljivosti izobraževalnega sistema, ki ne zagotavlja učinkovite vključenosti romskih učencev in zaradi česar grozi, da bo na nekaterih območjih Slovenije še ena generacija romskih otrok zapisana nepismenosti, neizobraženosti in posledično brezposelnosti. Stanje po državi se razlikuje. Najslabše pa je na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini. V Amnesty International položaj spremljamo že vrsto let. Leta 2006 smo objavili poročilo o izključenosti Romov iz šolskega sistema, ki je ugotavljalo, da slovenski šolski sistem ne zagotavlja polne vključenosti romskih otrok. 3 leta kasneje, razen določenih premikov, vključevanja romskih pomočnikov ter strokovne pomoči šolam, večina priporočil ostaja prezrta in nenaslovljena. Iz pogovorov z romskimi starši, romskimi svetniki, državo, občinami, šolami, vrtci in socialnimi delavci je razvidno, da se je država še posebno slabo odrezala pri zagotavljanju pozitivnih korakov v predšolski vzgoji, kjer še vedno ni na voljo sistemskih rešitev vključevanja romskih otrok. Posledično romski otroci večinoma ne obiskujejo vrtcev in v osnovno šolo vstopajo z bistveno slabšimi predpogoji. Romski otroci večinoma prvič pridejo v stik z izobraževalnim sistemom šele s 1. razredom osnovne šole, kamor pridejo z izjemno slabim znanjem slovenščine in so zaradi tega in slabše vključenosti v družbo avtomatično v podrejenem položaju. Težave se kažejo tudi v osnovni šoli, saj so številni romski otroci sicer vpisani, a pouka ne obiskujejo. To kažejo tudi podatke osnovne šole Bršljin za preteklo šolsko leto, kjer od 25 romskih prvošolčkov 1. razreda ni izdelalo kar 14 romskih učencev, večinoma zaradi izostankov ali neobiskovanja šole. Iz celotne generacije sta lani 9. razred zaključili le 2 učenca, kar pomeni, da je dejansko večina generacije izpadla iz izobraževalnega sistema. Na položaj močno vpliva tudi izjemno slab socialni položaj, saj so razmerje v romskih naseljih globoko pod standardi večinske družbe, pogosto so tam ljudje brez vode in elektrike. Otrok, ki bo prišel iz šole domov v naselje brez elektrike ali tekoče vode, se zvečer ne bo mogel učiti in po zimi ne bo mogel umiti. Tako enostavno je to. Tak učenec je avtomatsko stigmatiziran pred sošolci in nevarnosti, da bo izgubljen. Za izboljšanje položaja je nujna zavzetnost celotne vlade Republike Slovenije pri pripravi medresorskih ukrepov ter izvrševanju strategije vzgoje in izobraževanja Romov, ki v praksi ostaja neuresničena. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V starem mariborskem mestnem jedru se je v organizaciji gospodarsko-interesnega združenja Stari Maribor včeraj začel že 5. Špas Fest. Odvijal se bo do 5. septembra, v tem času pa se bodo na 8 odrih zvrstile kulturno-umetniške in zabavne prireditve, primerne za vse generacije. Kot je za Vest povedala direktorica GIS Stari Maribor in programska vodja festivala Tatjana Mileta, pa bodo na mestnih ulicah pričarali tudi vzdušje srednjega veka. Je pa srednji vek vedno bil zanimiv in za otroke in v okviru delavnic in v okviru predstavitev starih srednjeveških obrti. Mislim, da za to srednjeveško tržnico smo dokaj kvalitetni, saj so luštkani šotori zanimivo, otroci lahko gledajo izdelovanje mečev, zeliščarka, vsi so avtohtono oblečeni kot iz srednjega veka. In bi bilo pravzaprav škoda, da pod Mariborskim gradom, kjer je bila tudi otvoritev srednjeveške razstave, ne bi kaj takšnega nadaljevali. In nazaj v 21. stoletje. Glasbenega poletja v Ljubljani še ni konec. Vsak večer lahko po ulicah Stare Ljubljane vidimo različne poulične glasbenike. Včeraj je na Prešernovem trgu igrala tale skupina. Še vreme? V bližini šol smo opazili šolarje, ki na prehodih za pešce niso preveč očitni. Vozniki, bodite pozorni. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na Vesti.